Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Leto 2019 je v Idriji minilo tudi v znamenju obeležitve 50-letnice igranja košarke v Idriji. Športa, ki je idrijski kolektivni šport postavil ob bok največjim ekipam v državi. Več o tem, kje je idrijska košarka danes, pa nam bo povedal naš današnji gost Sašo Kavčič iz košarkarskega kluba Idrija. Sašo, lep pozdrav. Živijo. Nepozabni spomini so na leta, ko je Idrija igrala vidno vlogo v prvi slovenski košarkarski ligi in je modra dvorana pokala po šivih. Četudi sedanja članska ekipa ni del prvoligaške druščine, pa so tribune lepo zasedene. To pomeni, da imamo Idrijčani košarko radi. Ja, očitno je res temu tako. Zelo smo veseli in hkrati ponosni v klubu, da Idrijčani redno polnijo ob sobotah tribune modre dvorane. Zdaj, razlogov za to je sigurno več, kot si že prej omenil, Erik, ta zgodovina idrijske košarke je uspešna, je sigurno ta razlog. Drugi razlog je tudi ta, da imamo dobro člansko ekipo, ki je sestavljena predvsem iz domačih fantov. Kot tretji razlog, po moje, pa je tudi to, da mogoče v Idriji malo manjka družina, pa ljudje gre tudi malo se podružno tekmo, mogoče da tam sreča kakšna znanca, pa tekmo gre na kakšno pivo in tako naprej. Tako da skratka, mislim, da ima Idrija kar rada košarko. Zadnji 2 sezoni se je članska ekipa potegovala za napredovanje v drugo slovensko košarkarsko ligo. Obakrat je bila za las prekratka, prav na zadnji stopnički se je zalomilo. Bo to kakorkoli vplivalo na delovanje vašega kluba? Ne, nikakor. Mi smo na nekih, že od začetka gradili na nekih takih temeljih dobrih. In mislim, da so tudi to dobri temelji postavljeni za naprej. Ti tekme, ko so jih zdaj ti mladi fanti odigrali, čeprav si rekel, da smo pred to zadnjo stopničko se ustavili, mislim, da ti tekme so vse naložba za prihodnost. Tudi, ko smo na začetku štartali, v bistvu v 4. lig, smo se mogli najprej tam kaliti par let. Zdaj, ko smo prišli v 3. ligo, da smo tako ratali stabilen 3. ligaš in zdaj se v bistvu že spogledujemo z 2. ligo. Na zadnjih tekmah je bilo prav lepo videti, da je trener vidnejšo vlogo namenil mlajšim igralcem. To pomeni, da lahko pričakujemo pomladitev ekipe v naslednji sezoni. Ja, idrijska ekipa je že tako zelo mlada. Zdaj, tisti, ki ima bolj podrobno spremlja idrijska košarka, na primer zadnja tekma je bil najstarejši igralec v naši ekip, Blaž Bončina, 26 leti, ostali so pa vsi mlajši. Zdaj, mladi igralci so res dobili priložnost. Gašper Kolman je mož beseda in fanta je povedal, da če bodo pač dobro trenirali, pa vse, da bo računal na njih tudi v članski ekipi. Pa to tako, da ne zdaj to so mladi se morajo to dokazati. Ko pridejo v članska ekipa, mora biti boljši kot na primer Blaž Rupnik, da se zasluži tiste minute, kar pa ni lahko. Ampak to, da imate mlade igralce v ekipi, pomeni, da se z mladimi v klubu dobro dela. To drži? Ja, težko rečem, težko je ocenovati sam sebe. Lahko samo to rečem, da se v klubu vsi trudimo, da vsem tem mladim idrijskim fantom omogočimo kar se da dobre pogoje za treniranje. Sigurno se še rezervajo, nismo profesionalci, ampak če celostno pogledam, pa mislim, da se kar solidno dela z mladimi igralci. Koliko pa imate vseh igralcev, ki vadijo v različnih kategorijah skupaj? Ja, v bistvu tukaj imamo, če kar spodaj začnem, šolo košarke, v 11, v 13, v 15, v 17, v 19 malo kombiniramo. Imamo še ekipo punc osnovne šole in letos smo prvič začeli še s košarko v Črnem Vrhu, ki se je zelo dobro prijela. Tako da skupaj imamo približno 120-130 otrok v klubu. Kakšen pa je potencial mladih igralcev, seveda če je sploh že primerno govoriti o tem potencialu, se mogoče že kakorkoli nakazuje jedro ekipe za prihodnje leta, ne zdaj za te prve sezone, ampak za čez nekaj let? Ja, kot sem že prej omenil, naša ekipa je izredno mlada. Upam, da naš cilj je predvsem, da to člansko ekipo zadržimo. Ta ekipa lahko skupaj drži še 10 let. Zdaj pa glede na to, da se že v mlajših kategorijah tudi nižje do se kažejo igralci zanimivi, bomo sigurno priključevali ti, prav pod perspektivne igralce članskim ekipom. Normalno je pa tudi to tako, če je prvi 15 rečemo eden zelo dober, še ne pomeni, da bo lahko dobro špela za članska ekipa. Strmimo pa sigurno
v klubu temo, da vsak mlad fant v našem klubu vidi prihodnost v članske ekipe. Gdje prilika bo pri nas dobil vsak, ki se bo pač trudil na treningih, bo pokazal določeno znanje, seveda. Mogoče najbolj poznan igralec, ki izhaja iz košarkarskega kluba Hidrija, je Luka Rupnik, ki je tudi uspel na mednarodnem nivoju, kajti njega smo tudi že gostili v tem studiu. Pa me zanima, je že kdo od preostalih igralcev že na, bom rekel, na tarči drugih večjih klubov iz Slovenije? Ja, z Lukatom Belo Koha primerjate zelo težko. Luka je res ekstra igralec, tudi lahko igra na evropskem nivoju. So pa igralci pri nas v članski ekipi, ki so zanimivi, za zunanje klube pa jih je treba malo v bistvu brand tukaj videli, da nam tečejo v druge klube. Kako pa je s strokovnim kadrom? Lansko leto je vodenje članske ekipe prevzel Gašper Kolman, kdo pa so trenerji v mlajših kategorijah? Ja, moram kot prvo reči, da sem zelo zadovoljen, da smo uspeli pripeljati v Idrijo Gašperja Kolmana iz Ljubljane. Kot trener je zelo strokovno podkovan, sodeloval z reprezentancami, bil je takrat še v Euroligaški Olimpiji, tudi zmagal Sahodin, si ga ne bi izbral kar tako ne za desno roko. Tako da se prav na vrhu je Gašper Kolman, njegov pomočnik je Aleš Kastrin, ki mu asistira na treningih in na tekmah. Aleš Kastrin poleg tega vodi še skupino punc, tam por U17, U19 je nepogrešljiv člen te trenerske naše ekipe Darko Vidič, U15 ima veliko po domače na čist, legenda naša Rada Vehar, ki je tudi zelo pomemben člen z njegovimi izkušnjami in z njegovo pozitivno energijo. Tam mu pomaga še Urbanko Delo, ki skrbi tudi za otroke gor na treningih v Črnem vrhu. Pri U13 zelo dobro dela Matic Kržišnik, to njegovo delo se tudi odraža pol v rezultatih. Tudi otroci radi hodijo na treninge, predvsem so pa uspešni na igrišču. U11 so letos imela skupaj z Alenom Štucinom, prihodnje leto upam, da bo on prevzel cela ekipa. Mogoče bom nekaj še jaz asistiral, ampak načeloma bo on zadolžen za U11. Šola košarke imam pa jaz, s svojimi pomočniki leta sta bila to Neca pa Edin, lani je bil pa Luka. Bili ste tudi sami kar vrsto let aktivni igralec, kot ste omenili, se v zadnjem obdobju bolj posvečate trenerskemu delu, obenem pa ste, kot sem že omenil, alfa in omega idrijskega kluba. Kakšni so vaši načrti vezani na košarko? Ja, zdaj to alfa, omega, to je tako, jaz sem v bistvu malo. Na vrh kluba je pač predsednik Dušan Lapajne, jaz sem pa rečemo en most, no in med Dušanom pa enim fantom, rečemo, kaj piše zapisnik na tekmi U11, se pravi, v bistvu nekaj povezujem cel klub, vsak član, vsak tist, ki dela v klubu, je zelo pomembno. Kar se tiče pa ciljev, pa momentalno se meni, da so kar moji cilji vezani zaenkrat še na Idrijo. Tudi v tem trenutku se mi zdi, da je potrebno, da ostanem tukaj. Vsekakor bi rad, da to res mislim, da je dobro domačo ekipo pripeljemo v želeno drugo ligo. Jaz mislim, da Idrija si zasluži drugo ligo. To je kar se tiče članov. Kar se tiče pa mlajših selekcij, pa moji cilji so vsako leto isti, čim večjo bazo narediti. Pa mogoče še tam U17, U19, malo se povezati s srednjo šolo, z gimnazijo, videli pa še tam narediti kakšen korak naprej. Generalno pa mislim, da idrijsko košarko čakajo lepi časi. Sašo, upam, da se vam bodo želje in načrti uresničili. Vam, spoštovani gledalci, pa se zahvaljujem za ogled oddaje in vas vabim k ogledu naslednjih športnih pogovorov.